Kaj se je v resnici zgodilo na kmetiji Gilad prejšnji petek? Veliko poročanja se je osredotočilo na posledice, Vendar celotna zgodba razkriva usklajen val terorizma, ki se je začel dolgo pred naslovnicami. Danes bomo postavili stvari na pravo mesto, glede tega, kar se je zgodilo, zakaj je to pomembno in kaj nam to pove o naraščajoči varnostni grožnji po Judeji in Samariji. Dobrodošli nazaj v oddaji Judea Kaiten na JNNS TV. Ljudje, zdi se, da smo sredi novega vala terorizma v Judeji in Samariji. Pretekli petek je bilo dovoljeno za objavo, da je 32-letni Ben Binjahu Melt naj bo njegova kri maščevana, prebivalec Havata, Gilad, član skupnostne intervencijske ekipe, kot tudi rezervist vojak IDF, je bil ubit v smrtonosnem strelskem napadu. Poleg tega je bil častnik IDF, poročnik Yuval Ezra, ubit med branjenjem Judov na tem območju. Naj bo njegova kri maščevana. Vse se je začelo, ko je Ben Binjahu odšel pomagati skupini pohodnikov, ki so jih na tem območju napadli arabski teroristi. Med reševalno akcijo je bil ustreljen in ubit na kraju dogodka. Za Benom Binjahuom sta ostali žena Ester in dve hčerki, stari 12 in 13 let. IDF pravi, da so teroristi uspeli ukrasti orožje Bena Binjahua, ko se jim je zoperstavil, in so ga na kraju umorili. Vojaki so se odzvali in ubili terorista. To je bil grozljiv primer morilskega terorizma. Na žalost moram nenehno spreminjati svoje zapiske za to oddajo, saj je bilo ta teden vedno več napadov. Izrekamo sožalje družinam. Le dan prej, v četrtek, arabski teroristi so napadli prostovoljce, ki so poskušali pogasiti plamene požara, ki so ga sami zanetili. Takole se je zgodilo. Teroristi v Samariji so v četrtek na Tiša Be'al, ko Judje postijo in žalujejo zaradi nesreč skozi zgodovino, vključno z uničenjem obeh naših templjev v Jeruzalemu. Namenoma so zanetili požar na kmetiji Derah Avraham blizu Elon Moreha v Samariji. Lastnik kmetije, Itamar Kun, skupaj z drugimi prostovoljci, so pohiteli na kraj dogodka, da bi poskušali pogasiti požar. Ko so prispeli tja, so jih napadli Arabci z noži. Cohen je bil večkrat zaboden. Eden izmed prisebnih prostovoljcev je ubil dva arabska terorista in tako preprečil še večji pokol. Cohen je bil v resnem stanju s helikopterjem prepeljan v bolnišnico. Njegova žena je povedala, da je bil pri zavesti, vendar v hudih bolečinah. Izraelske varnostne sile so obkolile bližnjo vas Beit Furik pod upravo PA in izvedle operacije za izsleditev odgovornih. Vodja regionalnega sveta Samarije, Yossi Dagan, je obiskal kraj dogodka. Incident je označil za resen teroristični napad. Palestinsko upravo je obtožil spodbujanja nasilja in pozval izraelsko vlado naj odgovori, citiram, z železno pestjo. Preiskava tega napada se še vedno nadaljuje. Torej, še enkrat, Arabči so zanetili požar. Vedo, da bodo Izraelci prišli pogasiti plamene in nato so izvedli napad z nožem. To smo že videli. Kolikokrat so Arabci v začetku 2000-ih izvedli dvojne samomorilske napade, vedoč, da bodo, ko je eksplodirala prva bomba, reševalne ekipe prišle in poskušale reševati življenja. Ko so prišli tja, so Arabci sprožili še eno bombo. Cilj je povzročiti čim več krvavega razdejanja. To je ista bolna strategija tukaj, z ognjem in nato z napadom z nožem. Prav isti dan, prejšnji četrtek, vojak izraelske vojske v severni Samariji je bil lažje ranjen, ko ga je terorist poskušal zabosti. Ure kasneje je bil še en vojak lažje ranjen v poskusu zabodanja v Guše Cionu. In potem imamo še to, kar se je zgodilo prejšnjo šabat. Ogromen požar je zajel isto skupnost. Kmetijo Gilad, Havat Gilad, in uničil 15 domov, 10 podjetij in več kot 30 objektov. Infrastruktura skupnosti je bila poškodovana. 100 družin je bilo evakuiranih sredi šabata. Na kraju je delovalo skupno 41 gasilskih in reševalnih ekip, ki so jih podpirale dodatne sile v prizadevanju, da bi pogasili požar. In poskušali so razmere povsem spraviti pod nadzor. Krajevni uradniki na tem območju so od začetka trdili, da požar ni bil zgolj nesreča, ampak da je šlo za požig. Z drugimi besedami,
Terorizem s požigi. Preiskovalna ekipa je izdala predhodni zaključek, da je požar izbruhnil iz ene same točke vžiga, potem ko je iz vozila na rob ceste odvržena cigaretna ogorka zanetila suho vegetacijo. Preiskava se nadaljuje, vendar sta bila dva osumljenca aretirana. In kdo sta bila ta osumljenca? Častniki palestinske oblasti. In kaj smo še izvedeli? Oba osumljenca sta člana teroristične družine Džomah, ki živi v bližnji vasi Kfar Kadum. Sorodnik Obe. Shadi Džoma je bil del teroristične celice, ki je pred približno 19 leti ubila Jehudo Zoldana, naj bo njegov spomin blagoslovljen. Shadi je bil v času napada tudi policist palestinske oblasti in je bil 19 let v upravnem priporu pri palestinski oblasti, preden ga je pred kratkim aretirala izraelska vojska. Zdaj moramo počakati, da se celotna preiskava zaključi in ugotovi, kaj se je tukaj zgodilo v zvezi s požarom. Ampak bom tvegal in rekel, da je šlo za nameren teroristični požig. Cilj je jasen. Zažgati deželo Izrael in poskušati ubiti čim več Judov. V tem primeru je upravitelj kmetije Gilad to označil za čudež, saj noben prebivalec ni bil poškodovan, čeprav je bil gasilec zmerno poškodovan med gašenjem požara. Voditelji skupnosti, vključno z vodjo regionalnega sveta Šomron Josijem Daganom, obljubljajo, da bo kmetija zgrajena večja in boljša kot kdajkoli prej in da se bodo tisti, ki jih je požar pregnal, kmalu vrnili domov. Medtem so začeli kampanjo množičnega financiranja in v kratkem času so zbrali milijone dolarjev za podporo razseljenim družinam. In kot je opozoril Dagan, svoje besede je namenil tistim, ki so zanetili požar in tistim, ki so poskušali škodovati državi Izrael in judovskemu narodu. Nikoli nas ne boste zlomili. Pričakujem, da bodo tisti, ki so izvedli ta napad in drugi, ki sem jih pravkar omenil, hitro privedeni pred roko pravice, medtem ko mora Izrael ukrepati, da vzpostavi resnično odvračanje in prepreči tovrstne požigalne napade v prihodnosti, še posebej v teh vročih in suhih poletnih mesecih. Ljudje, res ne vem, kaj naj rečem. Zdi se mi, da gre za val terorizma v Judeji in Samariji. Molim, da naši voditelji tukaj v državi Izrael hitro ukrepajo, preden bo še kdo poškodovan. Vem, da so pogumni moški in ženske IDF pripravljeni soočiti se z grožnjo. Pravzaprav je IDF po napadu blizu Havat Gilada napovedal obsežno protiteroristično operacijo v Samariji, v kateri so palestinski teroristi ubili 2 Izraelca, ranili še 6 drugih. IDF je ukrepil enote in preložil dopuste vojakov po vsej regiji, da bi se spopadel s problemom. Do zdaj je bilo aretiranih 70 iskanih osumljencev terorizma. Molimo za varnost pogumnih moških in žensk IDF, ki izvajajo to operacijo in nas tukaj v Izraelu ščitijo. 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Gremo naprej. Ali ste vedeli, da ima palestinska oblast po mnenju nekaterih strokovnjakov vojsko s približno 70 000 oboroženimi pripadniki? Po besedah mojega dobrega prijatelja, Morisa Hirša, direktorja Iniciative za odgovornost in reformo palestinske oblasti v Jeruzalemskem centru za varnostne in zunanje zadeve, varnostne sile palestinske oblasti so se močno povečale preko tega, kar je bilo dovoljeno po sporazumih iz Osla. Hirš pravi, da je bilo palestinske oblasti sprva dovoljeno imeti omejene policijske sile za vzdrževanje javnega reda. Namesto tega pa, po njegovem mnenju, se je razvila v močno oboroženo vojaško silo z 10 000 kosov orožja, oklepnimi vozili in celo težkim orožjem. Da bi predstavil resnost grožnje, Hirš poudarja, da je med pokolom 7. oktobra v Izrael udrlo približno 6000 teroristov. Trdi, da so oborožene sile v Judeji in Samariji danes približno 10-krat večje. Prav tako opozarja, da so najbolj gosto poseljena območja Izraela oddaljena le 14 do 22 km od ozemlja pod nadzorom palestinske oblasti, kar pomeni, da bi bili milijoni Izraelcev v dosegu, če bi se te sile kdaj obrnile proti državi Izrael. Po poročilu Hirša, varnostne sile palestinske oblasti so se od druge intifade oziroma oslovske vojne povečale za 400% in zdaj štejejo približno 70 000 pripadnikov. To kljub dogovorom iz obdobja Osla, ki so omejevali število pripadnikov na približno 30 000, Hirš zaključuje, da bi moral Izrael nehati obravnavati te sile kot policijsko službo in jih namesto tega videti kot potencialno vojaško grožnjo in poziva k njihovi demilitarizaciji, strožjemu nadzoru in koncu vojaškega usposabljanja, financiranega iz tujine. Hirš ima popolnoma prav. Tega dejstva ne moremo ignorirati. Trdil sem, da se mora Izrael popolnoma umakniti
umakniti iz sporazumov iz Osla. Najmanj, kar bi moral Izrael storiti, je uveljaviti to, kar že velja. Bistvo je, da te vojske na našem pragu ne moremo več ignorirati. Naprej, Palestinian Media Watch je ta teden povedal, da med Izraelci linč dveh izraelskih vojakov strani arabske množice v Ramali oktobra 2000 je verjetno eden najbolj zapomnjenih in grozljivih posameznih dogodkov v 5-letni teroristični kampanji palestinske uprave, znani kot druga intifada, od leta 2000 do 2005. Zloglasna fotografija Palestinca, ki iz okna množici kaže svoje krvave roke, je znana vsem Izraelcem. V palestinski upravi so morilci in drugi storilci linča v Ramali še vedno slavljeni in čaščeni strani uradnikov palestinske uprave, tudi 26 let kasneje. Med nedavno izpuščenimi je bil tudi Zajad Hamuda, ki je sodeloval pri linču izraelskih rezervistov Vadima Nurhica in Josija Avramija. Bil je izpuščen kot del premirja med Izraelom in Hamasom januarja 2026 ter dogovora o izmenjavi talcev in zapornikov. Spomnimo se, da sta potem, ko sta dva vojaka IDF po nesreči vstopila v Ramalo, množica ujela in jo odpeljala na policijsko postajo palestinske oblasti, kjer so jo mučili, ubili in njuni telesi pohabili. Hamuda je bil tisti, ki je zažgal Nurhicovo telo. Ob Hamudovi izpustitvi so visoki uradniki palestinske oblasti pohiteli, da so ga pozdravili in pohvalili. Med njimi je bila tudi guvernerka okrožja Ramala, Leila Ganem, ki je dejala, da je v čas, da ga lahko pozdravi in je zaprte teroriste opisala kot, citiram, svetilnik, ki vodi naše ljudi. PMD je dokumentiral podporo in ponos palestinske oblasti nad dejanji junaških teroristov in morilcev dveh izraelskih vojakov v linču. Poglejmo si ta posnetek. Zdaj sem z družino junaka, zapornika Habisa Bjuta, ki je obsojen na dosmrtno ječo v okupatorskih zaporih. Zdaj sem v hiši junaka, zapornika Mohameda Nuare, ki je prav tako obsojen na dosmrtno ječo. Naj Bog osvobodi Mohameda, mašallah, ima sina kot rožo, ki nam je v ponos. Ponosna sem, da imam brata kot je Mohamed, lahko zaradi njega visoko nosimo glavo in smo ponosni nanj. Zdaj smo prispeli v hišo junaka, zapornika Džavada Abu Kara, ki je prav tako obsojen na dosmrtno ječo. Želimo njemu in vsem našim zapornikom popolno svobodo. Obstaja še veliko več primerov, kako palestinska oblast hvali in časti teroriste s krvjo na rokah kot junake. Reznica je, to je družba, ki živi med nami tukaj, v Judeji in Samariji, ne daleč stran v Gazi, ampak tik poleg nas. To je vodstvo, ki poveličuje terorizem in plačuje teroriste. To je skupina, ki ima na voljo tisoče in tisoče vojakov, ki naj bi se borili proti terorizmu. Kljub temu, kot je bilo omenjeno pred nekaj minutami, v zvezi s kmetijo Gilad se ne borijo proti terorizmu. Oni so sami teroristi. In to je nekaj, s čimer se bo Izrael morda moral soočiti, ko se bodo razmere na iranski fronti umirile. Za tiste, ki živijo v Judeji in Samariji, ostanite budni in ostanite pozorni, ker je to naša resničnost tukaj. Nadaljujemo. Nizozemska je ta teden napovedala, da bo od 22. septembra prepovedala uvoz iz tako imenovanih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Nizozemska se bo pridružila Irski, Belgiji in Španiji med državami Evropske unije, ki so uvedle omejitve trgovanja z naselbinami, ki naj bi bile na okupiranem ozemlju. Vse te države prav tako priznavajo tako imenovano državo Palestino. Po poročilih bo prepoved veljala za uvoz, nakup in prodajo blaga, ki izvira iz nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih, po navedbah njihovega ministrstva. Še enkrat, govorimo o prepovedi judovskih izdelkov in samo judovskih izdelkov zaradi geografske lege. Nizozemska sprejema judovske izdelke proizvedene v Amsterdamu, Parizu ali New Yorku, vendar ne judovskih izdelkov narejenih v Judeji. Odločitev celotno območje imenuje palestinska ozemlja, pri čemer ignorira, da ima Izrael oblast na območju C. Bodimo jasni, to je vse zemlja Izraela, toda trenutno prepoved velja za vsa območja, vključno s tistimi, ki so po mednarodnih sporazumih pod popolnim izraelskim nadzorom. Odločitev ni bila sprejeta zato, da bi pomagala Arabcem, saj bodo Arabci, ki delajo v izraelskih podjetjih v Judeji in Samariji, prvi izgubili službo, če bo to vplivalo na dobiček podjetja. Ne.
Odločitev je bila sprejeta z namenom, da bi ciljali na Izrael in Jude. Nizozemska ne uvaja prepovedi izdelkov iz nobene druge države na svetu, ki je v kakršnem koli ozemeljskem sporu. Zdaj, bodimo jasni, s čim se Izrael sooča, ni ozemeljski spor. Gre za spopad med judovsko-krščanskimi vrednotami in tistimi, ki sledijo džihadističnemu kultu smrti. Ampak to ni bistvo. Nizozemska to vidi kot ozemeljski spor in je zavzela stran na podlagi lažne pripovedi. In zato je EU skoraj 2 desetletji gradila nezakonite hiše za Arabce na območju C. Cilj je pregnati Jude in ustvariti tako imenovano palestinsko državo. Kot zelo dobro vemo, takšna entiteta bi predstavljala eksistenčno grožnjo za državo Izrael. Toda dokler ne kupujete češenj iz Guš Eciona ali vina iz Šila, Ker zato pa nimamo miru, kaj ne? Rečem, sram naj bo Nizozemsko in vse druge države, ki diskriminirajo edino judovsko državo. Tukaj je še ena zgodba, ki odpira resna vprašanja o vlogi Evropske unije v Judeji in Samariji. Po navedbah izraelske nadzorne skupine Regavim, nedavno so na izraelskem državnem zemljišču na območju C odkrili nezakonit rekreacijski kompleks palestinske uprave, ki ga financira EU. To je v bližini obnovljene skupnosti Sanur v severni Samariji. Na območju so velika vhodna vrata, dostopna cesta, otroško igrišče, klopi in drugi javni objekti. Regavim navaja, da uradne table na lokaciji označujejo Evropsko unijo kot financerja projekta. Organizacija trdi, da je to del širše strategije ustvarjanja dejstev na terenu z razširjanjem nezakonite palestinske gradnje po celotnem območju C. Regavim prav tako opozarja na to, kar imenuje očitno hinavščino. Pred nekaj tedni je EU uvedla sankcije prav proti Regavimu in organizacijo obtožila, da uporablja izraelski pravni sistem za izpodbijanje nezakonite palestinske gradnje. Zdaj, Regavim pravi, da EU hkrati financira nezakonito gradnjo na izraelski državni zemlji, medtem ko kaznuje tiste, ki to razkrivajo. Skupina poziva izraelske oblasti, naj porušijo kompleks in uveljavijo izraelsko zakonodajo na območju C. In to je v resnici bistvo, uveljavljanje zakona, preprečiti, da bi EU kršila zakon s financiranjem nezakonitih projektov z namenom ustvariti teroristično državo v naši sredi. A to je na koncu tisto, kar se bo zgodilo, če bo EU in drugi dosegli svoje. Tukaj je zgodba, ki vzbuja resne varnostne skrbi v Jeruzalemu. Izraelska policija je aretirala 17 prebivalcev palestinske uprave iz Judeje in Samarije, ki so v Izraelu bivali nezakonito, potem ko so jih odkrili, da živijo v šoli v jeruzalemski soseski Beit Safafa. Po navedbah policije je skupina del šole spremenila v bivalne prostore, vključno s posteljami, vzmetnicami, prhami in osebnimi predmeti. Do odkritja je prišlo potem, ko so zaskrbljeni starši obvestili oblasti o sumljivih dejavnostih, medtem ko je šola gostila otroški poletni tabor. Šolski uradniki verjamejo, da so se moški skrivali v stavbi do 10 dni, preden so jih našli med rutinsko varnostno patruljo. Vseh 17 osumljencev je bilo aretiranih in odpeljanih na zaslišanje. Policija pravi, da nima nobene tolerance do nezakonitega prebivanja in vdiranja na tuje posesti, še posebej v objektih, ki jih uporabljajo otroci, in obljubljajo, da bodo še naprej uveljavljali zakon za zaščito javne varnosti. Hvala Bogu, da so jih ujeli in nihče ni bil poškodovan. In končno, ta teden zaključimo s pozitivno novico. Nova judovska skupnost se uveljavlja v severni Samariji. 12 pionirskih družin se je preselilo v Ebal, novo ustanovljeno skupnost na gori Ebal, tik severno od Šhema. Med njimi sta Noam in Naima Ozri, ki sta zapustila skupnost Piduel, da bi pomagala zgraditi nekaj, za kar upata, da bo nekega dne postalo mesto s 600 družinami. Kljub temu, da živijo v začasnih prikolicah brez tekoče vode, plina ali asfaltiranih cest, družine pravijo, da so zavezane krepitvi izraelske prisotnosti na strateško pomembnem območju. Skupnost že vključuje kmetijsko ješivo s 15 študenti in elektriko trenutno zagotavljajo sončne celice. Noam pravi, da selitev ni le gradnja domov. Rekel je, da je judovsko ljudstvo na to čakalo in molilo 2000 let. Prav tako je poudaril, da je sinagoga Ebal edinstveno usmerjena tako, da gleda proti Jožefovemu grobu in tempelskem griču v Jeruzalemu. Regionalni svet Samarije vidi Ebal kot eno izmed več novih skupnosti, katerih cilj je okrepiti izraelsko prisotnost v severni Samariji. Noam Ozeri je dodal: To je dokaz, da je odrešitev na poti.
In to bo vse za tokratno Judication. Najlepša hvala producentki Barbari Hamino, inženirju Ervo Ganlanterju, Zahu Sikermanu, Rijanu Livšicu, vodji postaje Juriju Sverickemu in montažerki videa Olgi Senatovi. Prepričajte se, da si ogledate vse neverjetne programe na JNS. Nam pošljite super zahvalo, se naročite in seveda obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden v oddaji Judication, samo na JNS TV.